danes je z mano avtorica otroških knjig Jana Bauer, ki je sicer predvsem poznana po knjigi Groznovilca v hudi hosti. Beremo že njen 4. ponatis, nadaljevala je s knjigo Groznovilca in divja zima. Pred kratkim pa je pri Kud sodobnost International izšla njena nova slikanica Kako prestrašiti pošast. Jana, zdravo, veseli me, da se bova pogovarjali. Pa začniva najprej z enim bolj preprostim vprašanjem. Naj povem še, da letos slikanico Kako prestrašiti pošast berejo otroci v projektu Naša mala knjižnica, ki se odvija na slovenskih šolah, in predvidevam, da bo kakšen gledalec tudi izmed njih. Zato me zanima, kako postaneš dober pisatelj? Imaš morda kak recept ali bi morda rekla, da ti v bistvu ta nek dar, da je položen že v zibko? Kaj praviš? Kaj jaz vem, res težko odgovorim na to vprašanje, ampak mislim, da bi bil en tak recept lahko v tem, da veliko bereš. Pa ne samo bereš, da si tudi izpisuješ zanimive stavke, potem pa, ko se lotiš svojega pisanja, piliš, režeš, črtaš, dodajaš, pa spet piliš, pa spet režeš. Skratka, tako vse je pri meni in pravzaprav sem s tekstom do konca nezadovoljna, ampak potem na neki točki ga moraš poslati urednicam, lektoricam in prepustiti bralcem, da presodijo, ali je dober ali ni. Kar se pa tiče zibke in rojenic, pa mogoče je nekaj tudi na tem, da ti je ta ljubezen do branja, do knjig, do pisanja položena že nekako nastavljena že v zibki in potem to krepiš skozi najbrž tudi okolje, v katerem živiš. Jaz spet bom izhajala iz svojega primera, ki pa ni nujno enak tudi za druge. In sicer, ko svoje otroštvo sem preživljala v eni taki čudoviti vasi v Kostelu. In tam, ta vas je res taka čudežna vas, še danes hodim tja pisati. Tam še vedno živi moja mama in tam ima vsak kamen svojo zgodbo. Kar naprej, celo otroštvo sem poslušala o teh čarovnicah, ki letajo z lučjo po noči, gor po hribu, pa dol po hribu, pa o dušah umrlih, ki vandrajo naokoli, pa o hudiču, ki se je klatil tam po teh krajih, ampak so ga potem te pogumni prebivalci Kostela zmeraj nekako ukanili in pregnali. Ampak recimo tam še zmeraj obstaja ena jama, kjer je ta hudič gnezdil in ležal in kjer je ležal, je ostala črna mivka. In seveda ta mivka ni kar ena navadna mivka, ampak ima tudi ene posebne lastnosti in to mivko lahko potem najdemo tudi v Groznovilci v hudi hosti. Pa tudi mogoče nasvet staršem, da je se fino pogovarjati z svojim mladežem in mu predajati neke zgodbe iz svojega otroštva, iz otroštva svojih prednikov. Naprimer, saj pri meni je bilo tako, moj oče je bil res strasten pripovedovalec in jaz sem kmalu znala na pamet vse te zgodbe o ravpšicarjih, pa o zakladu, ki se tam skriva pod Koželjsko steno, pa ga še danes ni nihče našel, pa o jezeru, ki je pod to vasjo in tudi se razteza kilometre daleč in so noter ribe velikanke. Pa tudi do danes še niso raziskovalci tega odkrili. Skratka, vse to je nekako spletlo, se je vpletlo v moje življenje in povzročilo, da sem na koncu napisala oziroma začela pisati knjige. Super. Potem je v bistvu tudi tvoja inspiracija za same junake prišla iz tistega okolja in predvidevam, da tudi iz vsakdanjih dogodkov, ki se ti zasidrajo v spomin. Pa me zanima, če je kaj tako posebnega, zakaj ravno ti junaki, ki so vključeni v tvoje knjige? Se mi zdi, da imajo vsi
zelo močne karakterje, značilnosti, ki se pa zelo razlikujejo že med sabo in tudi sami knjigi in zgodbam veliko doprinesejo. Kaj te v bistvu tako fascinira nad temi junaki, za katere se potem odločiš, da jih popelješ med knjižne platnice slovenske mladinske literature? Ja, res je, te junaki so najbolj polnokrvni takrat, se mi zdi, kadar jih vzameš iz nekega resničnega okolja, ker nihče ni samo dober ali samo slab, včasih prevaga dobro, včasih slabo in še vse tisto, kar je vmes. Vzemiva na primer mojo prababico, ki jo jaz sicer nikoli nisem poznala, sem pa slišala kar veliko zgodb od njej. Med drugim tudi to, da je na primer nekega večera, takrat v njenih časih so seveda ljudje hodili peš, skratka nekega večera se je vračala od svoje matere nazaj domov in v gozdu naletela oziroma presenetila medveda. In ta medved jo je seveda prestrašil. In to, da jo je medved prestrašil, je njo tako razjezilo, da je začela tako kričati na njega, da je medved seveda pri priči pobegnil. In še kar nekaj takih zgodb je bilo v tej moji prababici. Mene je vedno fascinirala. Naprimer, mojemu dedku je baje celo življenje učitala, da ne pije, ne kadi, nima klopov niti uši. Skratka, to ni noben moški. Skratka, te zgodbe v tej prababici so se mi tako usidrale potem v podzavest, da je na koncu nastala groznovilčena prababica, ki je seveda drugačna in karikirana, ampak iz te moje prababice je gotovo izviralo kar marsikaj. Zdaj, kot si rekla, da jemlješ oziroma črpaš navdih iz vsakdanjih zgodb in tudi stvari, ki so se zgodile. Vseeno pa tvoje pisanje zajema tudi veliko nonsensa oziroma čutiti je, da ti je nonsens pri srcu in da z njim rada ustvarjaš. Pa me zanima, če je to prava ugotovitev in če je, zakaj ravno nonsens? Ja, to je kar prava ugotovitev. Nonsens mi je kar zelo pri srcu, moram reči. Nonsens je pravzaprav izredno duhovit žanr in zahteva od bralca, da je sposoben slediti tem duhovitim preskokom. In na nek način bi lahko rekli, da je nonsens, se pravi branje nonsensa, trening možganov in naše osebnosti. Kajti nonsens nas uči nas sprejemati nemogoče in to na zelo zabaven način. Skratka, branje nonsensa nas uči razmišljati izven okvirjev. In zato mi je nonsens res tista možna oblika literature, ki jo pravzaprav najrajši berem. Kajti zato, da smo odprti za različne možnosti, da znamo sprejemati drugačnost, zato potrebujemo vajo in mislim, da je nonsens odlično vadbišče. Mogoče tukaj lahko povem še citat iz Alice v čudežni deželi, ki je tak zelo zabaven. In sicer takrat, ko kraljica pouči Alico glede tega, kako verjeti v nemogoče, kajti Alica namreč trdi, oziroma pravi, zakaj bi se trudila, saj ni mogoče verjeti nemogočih stvari. Pa ji kraljica lepo odvrne. Drznila bi si reči, da nisi veliko vadila. Ko sem bila v tvojih letih, sem to počela vsak dan vsaj pol ure. Včasih sem verjela kar 6 nemogočih stvari že pred zajtrkom. To je, tudi jaz podpiram to trditev. Zanimivo. In v bistvu, če se oprema še malo na tvoja dela, morda na zadnjo izdano slikanico Kako prestrašiti pošast, v primerjavi s tvojimi drugimi izdajami, se pravi s knjigami, ki so namenjene malo starejšim bralcem. Predvidevam, da je v bistvu pristop k pisanju krajšega besedila drugačen,
se razlikuje od nekih daljših tekstov, pa me zanima, kaj ti je pri slikanici predstavljalo največji izziv? Ja, pisanje slikanice je vsekakor drugačno od daljših tekstov, ker pri daljših tekstih nisi tako omejen z dolžino. Lahko narediš malo daljše, malo krajše. Pri slikanici pa dejansko si, ne. Slikanica pač ima neko število znakov, ki ga ni dobro preseči, če hočeš še vedno imeti slikanico. In mislim, da mi je bil to največji izziv, ne, kako povedati vse to, kar želim povedati, z zelo malo besedami. Kako naj zdaj to svojo domišljijo strnem v ta slikaniški tekst, ne da bi mi pri tem ušlo pač dogajanje, ki ga želim vključiti, pa da ne da bi osiromašila junake in njihove karakterje. Vsem tem sem se ubadala, kar nekaj časa sem brisala stavke, pa jih dajala nazaj, potem sem brisala vse pridevnike, ne vse, ampak nekaj pridevnikov, pa se mi je spet zdelo, da manjkajo, pa sem jih spet dala nazaj. Skratka, to je bilo kar nekaj dela s tem rezanjem in piljenjem tukaj. Da smo dobili to dolžino, ki smo jo hoteli. Vseeno pa mislim, da čeprav je zgodba krajša, deluje in učinkuje na večjih ravneh. V bistvu govori o pošasti, ki živi v nas samih, govori o medvrstniškem nasilju in na koncu tudi o v bistvu pustolovščini dveh fantov. Kako pa ti uspe vse te različne teme spraviti v samo eno zgodbo in to slikanico? Ja, mogoče bi lahko rekli takole, da vsi te nastavki, ki si jih omenila, jih lahko vidimo kot neke vrste uganko. In potem to uganko premlevaš sam pri sebi in o njej razmišljaš, kadar imaš čas. In potem rešuješ neke vrste rebus, dokler se vse lepo ne izide in imaš vse te nastavke, lepo pripelješ do konca in je zgodba, pač ima nek dramaturški lok in je zaključena. In potem, vsaj pri meni je tako, ko vse ta rebus rešim, potem spravim zgodbo na papir. V tvojih delih pa najdemo ne samo zanimive zgodbe, ampak tudi različne elemente, besedne igre, različne jezikovne lege, neke duhovite domislice, igre, ponavljanja zvokov. In mislim, da vse to pripomore k nekemu grajenju atmosfere, k dobremu vzdušju, napetemu vzdušju, v bistvu k takšnemu, kot ga želiš prikazati. Pa me zanima, od kod v bistvu vse te domislice in kako tudi vplivajo na samega bralca, ko se sooča z njimi v knjigi? Jaz upam, da v bistvu obogatijo tisto osnovno zgodbo. Drugače pa je takole, no, te domislice največkrat priletijo iz zelo različnih smeri. Včasih se ti to zgodi, ko bereš knjigo, velikokrat. Včasih, ko gledaš televizijo, včasih, ko se pogovarjaš in nekdo nekaj reče, kar potem v tebi sproži nek mehanizem in se ti kar naenkrat pred očmi pojavi neka taka domislica. In takrat je zelo nujno, da to čim prej zapišeš, ker sicer to pozabiš. In ko enkrat pozabiš, tega nikoli več ne dobiš nazaj, ne, teh idej. Najslabše je, kadar se ti take ideje prikradajo v misli tik pred spanjem. Ko si že v postelji in se ti sigurno ne da vstati in potem si obljubiš, ne, zdaj 3-krat ponovim in potem zjutraj se bom tega absolutno spomnila, se tega res ne morem pozabiti in še nikoli se nisem zjutraj tega spomnila. Se mi je pa velikokrat zgodilo, da si stvari res nisem zapisala, potem pa sem celo jutro tuhtala, kaj je že bilo. Tako da ja, te domislice prihajajo iz različnih smeri, kar naenkrat se pojavljajo in potem včasih jih pa tudi zbiram, pa si jih zapisujem v zvezek, pa jih potem, kadar pišem, grem skozi ta zvezek in vidim, če je kaj uporabnega, recimo. No, teh besednih iger, tega, o čemer sva govorili, je tudi zelo veliko v Groznovilci.
Groznovilci v hudi hosti in groznovilci in divja zima. Pa se mogoče ostaviva še malo pri njej. Vemo, da groznovilca zelo rada potuje, berejo jo otroci že v 17 državah, kar je res odlično. In pred kratkim je na primer išla pri veliki ruski založbi Rossmann, pa pri nemški založbi Fischer Verlag, tudi slikanica Kako prestrašiti pošast bo kmalu izdana v nemškem jeziku, in sicer pri založbi Tulipan. Pa morda, da ne vprašam, kaj ti prevodi pomenijo, bi se morda osredotočila na sam odnos s prevajalci oziroma kako potem poteka delo s prevajalci, se s prevodi kaj izgubi, kaj doda? Ja, da je groznovilca pravzaprav živi to svoje lastno življenje v toliko jezikih, je kar treba povedati, da so zato različni ljudje zaslužni. Predvsem tudi ljudje, ki se ukvarjajo, kot vemo, ne, Katja, z prodajo pravic. Brez njih seveda se ne bi zgodilo nič, pa naj imaš še tako dobro knjigo, če jo nihče ne prodaja po sejmih in pač ne pokaže tujim založbam, potem pač do teh prevodov ne more priti. Tako da jaz sem zelo hvaležna za to, da se je vse to zgodilo. Seveda je lepo svoj tekst videti v neki drugi tuji izdaji, sploh pri teh založbah, ki si jih naštela. Pa fascinirajo me tudi založbe, ki niso tako velike, so pa jeziki mogoče za nas malce eksotični, naprimer indonezijščina, pa potem malajalščina v Indiji, pa mongolščina, mislim, da bo vsak čas v Mongoliji šla, to se mi zdi tako fascinantno, da en slovenski tekst lahko izide v Mongoliji. Ja, in fascinirajo me vsi te prevajalci, ki se leta in leta učijo našega jezika, zato da lahko potem prevajajo slovenske avtorje in avtorice v svoj jezik. Jaz sem se z njimi srečala na seminarju, ki ga organizira Društvo slovenskih književnih prevajalcev, mislim, da je bilo to nekaj let nazaj, no? In res, kako ljubeznijo se oni lotevajo teh tekstov in potem tudi oni iščejo založnike. In sem se počutila kar malo krivo, ker ti kot avtor si mimogrede pač zmišljiš, imaš neke domislice, kot smo prej govorili, neke skovanke, in oni pa morajo potem in tebi, ne, kot avtorju, če ti to ni všeč, pač odvržeš, ne uporabiš, najdeš nekaj drugega, boljšega. Oni pa tega ne morejo narediti, oni pa pač morajo te tvoje skovanke prenesti v svoj jezik in si kar predstavljam, da so to tudi zelo trdi orehi in mogoče za neko besedno zvezo lahko porabiš cel dan razmišljanja, kako boš to pač v svoj jezik predstavil, ne. Groznovilca se bojim, ima kar nekaj takih pač besednih zvez, takih skovank, izmišljenih besed, skratka vse to je potem njihovo delo. Recimo, pol sem se pa srečevala tudi z različnimi zanimivostmi pri prevodih. Naprimer, v poljščini je polh ženskega spola. In tako je moj polh postal polhica v prvem delu, ne. In potem se tukaj takoj neke relacije med osebami spremenijo, ne, med junaki. Potem, naprimer, zanimivo mi je bilo, da so v Nemčiji niso hoteli uporabiti besede vojska, ne. Vojska v prvem delu Groznovilce pač prinese s poplavo. Oni pač mislijo, da je vojska, ker pač piše na teh zabojih, ne, vojska, pač to je iz nekega skladišča so prišli te zaboji s poplavo. Skratka, njim se to ni zdelo v redu, da je to vojska, ne. In potem mi je urednica razložila, da imajo oni do vojske drugačen odnos, seveda, kot mi, ne. In da vojska mislim, pri nas je tudi vojska vedno pomagala ob nekih naravnih nesrečah.
Skratka, potem smo se zedinili, da bojo to vojsko spremenili v trgovino. Zdaj pač poplavljajo skladišče tistih trgovin in potem je bilo to za njih sprejemljivo, tekst pa tudi ni nič izgubil, recimo. Tako da s takimi zanimivostmi se srečuješ pri prevodih in prevajalcih. V bistvu potem si predstavljam, da knjiga spet na novo zaživi in dobi neko novo življenje, kar je res super, še posebej, če je potem namenjena res širokemu krogu bralcev. Zdaj, glede na to, da smo se že malo dotaknili tvojega pisanja, tvojih knjig, pa moram povedati, da v bistvu, Jana, je letos, kljub čudnemu letu, to tvoje leto. Najprej nagrada Desetnica za Ding Dong zgodbe, potem glavna nagrada Makedonskega festivala Druga zgodba, na koncu še uvrstitev Kako prestrašiti pošast med bele vrane. Kaj take nagrade pomenijo, kaj spremenijo, doprinesejo? Ja, jaz sem bila vseh teh nagrad zelo, zelo vesela, res, kot praviš, prav zvrstile so se letos. To je zagotovo spodbuda za pisanje, pa tudi ne samo za pisanje, te knjige, ki so že napisane, so nekako bolj izpostavljene, potem najbrž tudi lažje najdejo pot med bralce, kar je super, ker ne vsezadnje pišemo zato, da bi ljudje knjige brali. Še zlasti otroci. Tako da, ja, zelo, zelo sem vesela teh nagrad. Pa za konec morda poglejva še malo v prihodnost. Kaj lahko pričakujemo? Se nam obeta kak nov del Groznovilce, slikanica, roman? Mislim, da je v moji glavi vse to, kar si naštela. Od mladinskega romana do novega dela Groznovilce, do slikanice in še Divjalo iz Groznovilce bo dobil zbirko svojih zgodb. To vse se nekako meša zdaj in kaj bo najprej, kaj pa vem, mladinski roman najbrž ne bo tako kmalu, ker rabim kar nekaj časa. Prva bo zagotovo slikanica, ki je praktično že končana. Ne vem še, ali bo naslov Kako objeti ježa ali kako drugače. Ta je že pri Petru Škerlu, tako da upam, da bo izid naslednje leto, konec leta. Potem pa se ravno spravljam k temu, da končam še tole Groznovilco, tretji del Groznovilce, v katerem se Groznovilca z svojimi prijatelji iz Hude Hoste odpravi na jug, iskat ježevo družino, seveda z zrakoplovom, ki ga je skonstruiral Povh. Jasno, da se oni že v prvih 5 minutah skregajo in so potem vsi čemerni in se vsi sprašujejo, kje je zdaj ta pustolovščina, in v tistem trenutku pride splav z surikatami, ki trdijo, da potujejo po svetu, zbirajo srečo in jo trosijo tistim, ki so manj srečni. Seveda jih takoj spustijo gor na krov, ampak surikate so vse kaj drugega kot to, za kar se izdajajo, in tako pač Groznovilca in živali ostanejo brez zrakoplova, znajdejo se na tem splavu, doživijo brodolom, in potem se ta pustolovščina njihova šele zares začne. Skratka, moram še konec malo dodelati, potem pa upam, da bo to šlo Caroline in da bo Caroline tudi kmalu lahko našla čas, da bo začela ilustrirati. Torej, čakate razburljivo leto, tudi mi se ga veselimo, še posebej s toliko dobrimi knjigami. Jana, se ti pa zahvaljujem, da si vzela čas, da si izdala nekaj, kar morda še vsi ne vedo, in verjamem, da je tudi nekaj informacij čisto novih, in se veselim, da se kmalu tudi vidimo v živo. Hvala tebi, Katja, in pozdravljam vse NMK-jevce še posebej. Adijo!